živijo v oddaji Tempo, v oddaji o parašportu. Če ste mislili, da za nas, ki smo v invalidskem vozičku, se športna pot zaključi, ste se motili. Če te življenje postavi v invalidski voziček, imaš precej možnosti za ukvarjanje s športom. Mogoče nekatere discipline rabijo kakšne prilagoditve, ampak jaz pravim, važna je volja. Ko sem po zimi videl, kako sem užival na smučanju, katerega sem se naučil lani, sem rekel, moram probati še kakšen drugi parašport. No, in danes sem tukaj, da preizkusim košarko na vozičkih. Medtem, ko čakam na Manco, da se mi pridruži, si vi poglejte vsebino današnje oddaje. Udeležili smo se paranamiznoteniškega turnirja v Laškem in se poklonili velikanu svetovnega paranamiznega tenisa Gorazdu Vecku. Predstavljamo vam mladega parašportnika Maksimiljana Podpečana ter strokovni spletni posvet Postani športnik. Ojla! O, Manca, živijo. Dej, da vidimo, kako ti gre košarka. Oho, bravo! Vidim, da kar vladaš. Kaj bomo pa danes delali? Danes bomo probala košarko na vozičkih, da vidimo, kako gre, ko sediš noter. Ampak tu so pa drugačni vozički, kakor običajni, ne? Ja, tu so športni vozički in več o teh vozičkih bo povedal Simon Gračner. Športni voziček za košarko na vozičkih se precej razlikuje od navadnega vozička. V prvi vrsti je precej bolj robustno narejen, da zdrži vse naše trke med igro. Obvezen je spredaj tale lok. V bistvu je to varovalni lok, da se, ko pride do trkov, da si ne poškodujemo nog. Posebnost je tudi, da ima tala pogonska kolesa precej pod kotom. Prvič je zato, da smo veliko bolj okretni. Po drugi strani pa, če so kolesa po strani, v bistvu ne morejo priti do stikov rok, ko se pač borimo za prostor. Vsak voziček je v bistvu narejen točno za igralca, po njegovih merah, glede na njegovo invalidnost. Voziček je v bistvu na koncu del telesa, ga je treba tehnično nekako prilagoditi. Mogoče kakšni dodatki, da se dodatno fiksirajo razni pasovi, da smo še bolj pritrjeni voziček. Mogoče še odzadaj, da vidimo, da so varovalna kolesa, da smo čim manjkrat na tleh, no, čeprav tudi to se zgodi. Gume so napumpane, ja, filamo jih na 8 barov, zato da je čim manjši kotalni upor in da smo čim hitrejši na terenu. No. Bravo, no. Yes, uspel mi je po 10 poskusih. Ampak tole pa kar težje sedi. Ja, kar ja. Bomo mogli še malo povaditi. No, v oddaji gremo pa naprej na dogodek, kjer igrajo s precej manjšimi žogicami, kakor je tale. Gremo na paranamiznoteniški turnir iField Slovenija Termana Laško. Že 21. je Laško gostilo najboljše paranamiznoteniške igralke in igralce iz celega sveta. Tokrat že drugo leto na kar 2 turnirjih iField Slovenija Open Termana Laško. Na 21. Challengerju in na drugem turnirju Elite. A prvič brez velikega človeka svetovnega paranamiznega tenisa, duše in srca turnirja v Laškem od samih začetkov Gorazda Vecka, ki se je žal lanskega oktobra veliko prehitro poslovil. Res v bistvu nam manjka, poskušamo zapolniti to brzel, ampak Gorazd je bil edinstven, ki je znal povezati vse te naše parašportnike, je bil vez med državami. Tudi del turnirja je namenjen v podporo in spomin nanj, tako da je v bistvu Gorazd z nami in veseli smo, da lahko nadaljujemo po tej poti, ki jo je on tudi v preteklosti začrtal. In tudi letos bi bil ponosen na odlično organizacijo enega največjih tovrstnih turnirjev na svetu. Tokrat z najmočnejšo konkurenco do sedaj. Na obeh turnirjih skupaj je nastopilo 336 tekmovalcev iz 45 držav. 157 podpornega osebja, približno 600 pobiralcev, okoli 50 mednarodnih sodnikov
tako da je res Laško polno parašporta in paranamiznega tenisa in prepričan sem, da so to impozantne številke tudi v mednarodnem okvirju. Dobro organizovan turnir svih ovih godina. Naravno, moram da odam i počast pokojnom Goraš Dvecku koji je dosta pomogao da ovaj turnir istraje ovoliko godina. Ove godine su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, tako jača je konkurencija. It's very good, this tournament, every year, and all the time is perfect, everything. The hall, the food, the hotel, and it is very important for us because we can play our 100%. Močna konkurenca pomeni tudi odlično priložnost za domače igralce pomeriti se z najboljšimi na svetu. Slovenijo so zastopali v konkurenci stoječih igralcev Karin Praček, Luka Trtnik in Tomaž Rabuzin pod vodstvom novega trenerja Nika Velikonje. Vsak let čakamo na ta turnir, tukaj imamo veliko domačih, ki pridejo gledati in nasplošno je to eden največjih turnirjev, tako da itak je nekaj neverjetnega, da je tukaj v Sloveniji. Priložnost, kjer se lahko pokažemo, koliko smo napredovali od lani do letos. Če je rezultatsko kaj, je še toliko boljše. Je kar močna konkurenca, je prva na svetu in se moramo kar fajn potruditi, da pridemo naprej. Zelo uživam v tem tekmovanju v Laškem. Mi je veliko čast, da lahko stopim v te čevlje. Jaz si želim samo, da so dobre igre, da se pokaže, da smo dobro trenirali. Če pride kakšna zmaga, več, kot smo pričakovali, je tudi super. V kategoriji tekmovalcev na invalidskih vozičkih pa so pod vodstvom Bojana Lukežiča nastopili Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Primož Kancler, Peter Jereb, Gašper Mlakar in Ljubiša Gajič. Ta letošnji turnir je prav eden najmočnejših, odkar se sploh igra ta Laško, ker je pred svetovnim prvenstvom in je vse najmočnejša sila je prišla. Mešane dvojice pa dvojice nekako pričakujemo največ dosežka. Te so nekako močnejši, kakor v posamezno. Nastopati doma je vedno nekaj posebnega. Nastopati doma na tako pomembnem in svetovno prepoznanem turnirju pa je velik privilegij. Čim več dobrih točk odigranih, nasploh čim več novih izkušenj s igralci. Laško je moj poseben turnir, tu sem tudi začel igrati, zato vedno vsako leto zelo rad pridem sem, ker vzdušje je vedno odlično, pred našimi navijači. Pridejo navijati domači, pridejo tudi marski iz tujine takole navijati za svoje favorite, tako da moram reči, da je zmeraj dobro obiskano in vzdušje je zmeraj pravo tukaj v Laškem. Andreja Dolinar pa se tu v Laškem počuti najbolj domače, saj je od vseh 21 turnirjev manjkala samo na 2. Enkrat zaradi nosečnosti in drugič zaradi poškodbe. Domač turnir je domač turnir, vsi se radi vračamo sem, ampak letos je žal, jaz sem zelo pod vtisom zaradi Gorazda. On je vse to začel, oral ledino, kar iščem ga okrog, ampak kaj ni. Slovenci imamo odlične igralke in igralce, a v tako močni svetovni konkurenci težko posežejo v sam vrh. Zato tu šteje vsaka nova izkušnja, vsaka odlično odigrana igra ter lasten napredek. Smo se pa domači navijači tudi letos razveselili 2 odličij. Za obe je zaslužna Andreja Dolinar v igri dvojic, kjer se je skupaj s finsko tekmovalko Aino Tapola na obeh turnirjih Challenger in Elite uvrstila na 3. mesto. Andreja, iskrene čestitke. Turnir v Laškem pa ni samo veliko in pomembno mednarodno parašportno tekmovanje. Je tudi odlična priložnost za prepoznavnost naše države kot odlične gostiteljice in organizatorke, ter tudi za večanje prepoznavnosti parašporta. Paranamizno-teniški turnir v Laškem je od samega začetka tesno povezan s slovenskim paranamizno-teniškim strokovnjakom Gorazdom Veckom, ki nas je pred nekaj meseci prehitro zapustil. Bil je srce in duša turnirja, zato naslednjih nekaj trenutkov posvečamo njemu.
Gorazd Vecko je bil trener paranamiznega tenisa. Veljal je za enega najuspešnejših in najbolj cenjenih paranamiznoteniških strokovnjakov v svetu. Svojo trenersko pot je začel v Sloveniji, ena njegovih prvih varovank pa je bila še danes odlična paranamiznoteniška igralka Andreja Dolinar. On je bil predvsem človek za pomagati vsem, z dušo in srcem je bil v namiznem tenisu. Ne glede na to, ali je bil slovenski trener, na koncu pač trener Velike Britanije, on je dal vse za namizni tenis, res vse. Leta 2004 na Paralimpijskih igrah v Atenah je svojo varovanko Matejo Pintar popeljal do naslova paralimpijske prvakinje. Njegova velika zapuščina doma v Sloveniji pa je tudi paranamiznoteniški turnir v Laškem, eden največjih in najpomembnejših tovrstnih turnirjev v svetu. Mateja Pintar se mu je poklonila ob začetku letošnjega turnirja. V zvezi sploh s tem turnirjem je njegov stavek bil ni problema. Tako da potem zagotovo so si ga zapomnili vsi, ker vse težave, vedno kadar je kdo imel kakšno težavo v zvezi s turnirjem, je prišel do Gorazda in njegov prvi odgovor je bil ni problema, bomo uredili. Drugače pa tudi ta njegova energija vere vase in v njegove igralce, ki smo jo zdaj tudi nekako uvekovečili s temi tatuji Believe, ki ga je on nosil na svoji roki. To sta bile take stvari in pa še ena, ki jo nenehno poudarjamo, je to, da on je vse nas, ki smo kdaj delali z njim ali pa vse, ki so kdaj prišli na ta turnir tukaj v Laškem, res dejansko obravnaval kot del svoje družine in tudi iz nas vseh skupaj naredil eno veliko paranamiznoteniško družino. Leta 2009 je svoje trenersko delo nadaljeval v Veliki Britaniji. Pod njegovim vodstvom je britanska paranamiznoteniška reprezentanca osvojila 19 paralimpijskih odličij. V zadnjih letih je opravljal funkcijo direktorja na Britanski zvezi. So Gorazd was the heartbeat for British para-table tennis. He created a legacy for our program that, will be never forgotten in a way. He was so important. He was an inspirational figure. He got to know everybody, but not just the players and the staff, but also the families of the players and the staff as well. His warmth and his love, he was a figure, and he was a role model that everybody aspired to. When he came into the room, everyone listened. He was such a personality and a figure that is sadly missed. Za svoje delo in prispevek k razvoju parašporta je bil doma in v tujini večkrat nagrajen. Leta 2023 je prejel prestižno odlikovanje MBE, Member of the Order of the British Empire, ki ga podeljuje britanska kraljeva družina. Prejel ga je kot priznanje za izjemen prispevek k britanskemu paranamiznemu tenisu. His journey was to help grow British para-table tennis to what it is today. There were some young people in that team, the young people as players that are now matured into medalists and performers on the top stages, and even the opportunities with staff. I remember I came in as a young pathway coach, and now I'm honoured to be filling in Gorazd's position as an interim performance director. Helping the team carry on what Gorazd has set out. In terms of keeping this family culture going into LA and then beyond that as well. Doma v Sloveniji pa bo njegova velika ljubezen do paranamiznega tenisa še naprej živela v vsakoletnem paranamiznoteniškem turnirju v Laškem. Gorazd Vecko, hvala za tvojo predanost in srčnost. Oddajo pa nadaljujemo z rubriko Postani športnik. Predstavili vam bomo mladega paraplavalca Maksa Podpečana. Jojo, moje ime je Maksimilijan, pišem se Podpečan in sem parašportni plavalec. Šport mi je všeč zato, ker se gibam, zato da dam veliko energije ven. Maksimilijan je star 9 let.
in že približno 4 leta obiskuje vadbo plavanja v plavalni šoli Neptunček Celje. Saj vadbo v bazenu ponuja mnogo. Družbo, veselje, več energije. Gremo se tudi kakšne igre, ki so mi všeč. Z veseljem pa usvaja tudi plavalne tehnike. Trenutno mu je najljubša Kravl. Se učim biti hitrejši in hitrejši in to mi zelo pomeni. Ni pa hitrost edina, ki ga v bazenu navdušuje. Sem v bistvu ugotovil, da je to zelo zabavno, ko si zelo primer, že pomisliš, da vode okoli več tebe ni in misliš, da si že kar v zraku. Maksimilijan rad počne vse, kar počnejo mladi fantje. In marsikdo niti ne opazi, da Maksimilijan ni čisto običajen fant, da je super fant. Jaz slabše vidim, v levo oko nič ne vidim, na desno pa 5%. In to, da se ukvarjam s športi, je mama zelo ponosna na mene, jaz tudi na sebe. Maksu so pri 3,5 letih odkrili tumor sinusnih kanalov in srednjega ušesa. Po operaciji smo pa uspeli rešiti nekje 5% vida na desno učko, na levo pa žal nič, tako da na levo je pa čisto slep. Res ga je treba v novem okolju opozarjati, Maksi pazi stopnica, pazi robnik. V šolskem okolju, v domačem okolju je suveren kot ribica v vodi, zato tudi z veseljem tudi plava. Je navajen, pozna bazen, tako da nismo imeli nikoli težav s tem. Če bi koga vprašali tule, ne bi noben rekel, da ima kako oviro. Bi ga kar opisal z besedo navihan. Dobre volje vedno pripravljen delati, se pa rad čas malo poheca. Plavanje je Maksimilijanov najljubši šport. Rad pa se preizkuša tudi v mnogih drugih. V prvem razredu sem igral košarko, ampak potem mi je bila beda, zato ker nisem videl ciljati koš. Res rad počne vse, vozimo kolo, smučamo, res ga probamo, mu omogočimo vse, kar se lahko, da tudi različne športe poizkusi, zato se tudi z veseljem udeležujeva taborov Paraolimpijskega komiteja. Paraolimpijski tabori za družine, tako letni kot zimski, v središče dogajanja postavljajo otroke z invalidnostmi, ki se lahko preizkušajo v mnogih parašportih ob strokovnem vodstvu športnih pedagogov in v družbi svoje družine. Max uživa v smučanju. Na zimskem taboru lahko to počne ob pomoči smučarskega učitelja. Ja, potem pa zaupam in potem si rečem, ok, zdaj sem pa varen, mogoče bom kdaj padel po nesreči, ampak ja, varen sem. In potem začnem kar slediti učitelju. Všeč pa mi je zato, ker se premikaš, lahko gre za hitrostjo. Poleg športa pa ga zanima tudi veliko drugih stvari. Rad sestavljam iz Lego kock, rad se igram z avtočki. Rad igram igre, na računalniku pa na Nintendu. In rad hodi tudi v šolo. Zelo rad hodi v šolo, v šoli pa uporablja elektronsko lupo. To je takšna naprava, ki mu besedilo iz zvezka in iz knjig poveča na ekran, tako da lahko gleda na ekran, od spodaj pa normalno pod lupo piše na besedilo. Takšno lupo ima tudi doma, tako da brez lupe bi bilo pa zelo težko. Za zaključek našega obiska pa nas Maksimilijan povabi na še eno njemu zelo ljubo mesto. Dober dan, pridite kar z mano noter. Tole je učilnica glasbene šole v Laškem, kjer se že 2 leti uči igrati na različna tolkala. Igram marimbo, igram baterijo, to je cel set bobnov. Pol igram tale bobn, ko ne vem kaj. To je za starejše, igram vibrofon, igram tele timpane kdaj pa kdaj. Najbolj všeč mi je vibrofon, ker ima najljubši zvok. Prilagodil sem tako, da ne igramo po notih,
da delamo po ritmičnih motivih, da delamo na ponovitve, da delamo na sluh. In moram reči, da tukaj Max je zelo, zelo nadarjen, kar se tiče samega smisla za igranje in nima do sedaj dohiteva, če ne mogoče koga tudi prehiti od svojih vrstnikov tukaj. Z glasbo se rad ukvarjam zato, ker je fino, sprostite, razen pri bobnih, lahko daš malo svoje jeze ven ali pa energijo. In lahko se učim nove ritme, kar je tudi zelo fajn. Učitelj je v bistvu najboljši učitelj, kar sem jih kdaj imel. Zelo mi je fajn hoditi na nastop, pa zato, da mi starši kaj kupijo. Moja želja je, da bom enkrat bil v našem šolskem bendu, ki ga imamo. Do takrat pa naj velja tale mini nastop za našo oddajo. Lej, TV beli so po moje boljši kot rdeči. Ja, ne vem, ampak tale zgleda, da bo lih kar zadev koš, pa bo pobral vse točke. O, pa imaš prav, lej, še koš je zadev. Ful jim gre dober. Bi se zlagala, če bi rekla, da tole zgleda lažje, kakor v živo. Se strinjam s tabo, je kar težko. No, ampak teli posnetki iz spleta nam pomagajo, da lahko lažje razumemo igro. In z vsebino, ki poteka tudi preko spleta, nadaljujemo današnjo oddajo. Preko spleta se že nekaj let odvija strokovni posvet, namenjen spodbujanju in vključevanju otrok mladih invalidov v športne aktivnosti. Z našim partnerjem Lidlom Slovenija že vrsto let razvijamo program Postani športnik, v okviru katerega nagovarjamo mlade invalide, da se čim več ukvarjajo s športom. V okviru programa Postani športnik pa se že več let odvija tudi strokovni posvet z naslovom Primeri dobrih praks vključevanja otrok in mladih invalidov v športne aktivnosti. Posvet je namenjen športnim pedagogom, staršem, učiteljem, ravnateljem, skratka vsem, ki se ukvarjajo z otroki z različnimi vrstami invalidnosti. Posvet, ki poteka preko spleta, temelji na predstavitvi in izmenjavi primerov dobrih praks, ki lahko vsem vključenim v delo z otroci z invalidnostmi služijo kot nabor praktičnih idej, pa tudi kot dober navdih. Na posvetu, ki ga je moderirala Eva Pečovnik iz Lidla Slovenije, so v svojih dobrih izkušnjah tokrat spregovorili Anja Pečavar, v času posveta pomočnica ravnateljice v centru Iris, Petra Filipič, profesorica športne vzgoje na osnovni šoli Alojzija Šuštarja Ljubljana, Gal Jakič, paralimpijec, nekdanji paraalpski smučar, danes vodja panoge za paraalpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije, ter Lena Gabršček, paralimpika, kapetanka ženske reprezentance odbojke sede in strokovna koordinatorka projekta Odbito, je predstavila projekt Odbito, odličen inkluzivni projekt, ki širi poznavanje parašporta in odbojke sede med slovenskimi osnovnošolci. To je sicer bolj taka inkluzivna nota, no? Ni direktno nek nasvet, kako delati z invalidi, ampak mislim, da je tudi neka dobra iztočnica oziroma ideja, kako vključiti otroke v šport. Mi smo res zelo veseli, da so preko odbojke sede mladi spoznali, da je parašport v bistvu samo še ena navadna športna panoga, disciplina in da v bistvu je važno samo, da smo vsi športno aktivni. Vsakoletni strokovni posvet vidi kot odlično priložnost za medsebojno pomoč in podporo vseh, ki so kakorkoli vključeni v življenje in šport otrok in mladih z invalidnostmi. Jaz mislim, da je to ena super zadeva, ker se redko, vsaj večina sooča z invalidnimi otroki, razen tisti, ki delajo v kakšnih zavodih, no, tako da je res težko, ko pride kdo na nov, se mi zdi, da so ker malo strahom nekateri pristopijo, no, in so taki posveti res super, ker dobijo malo idejo, kako delati na varen način, na kvaliteten način in v bistvu potem lažje se s tem soočajo v praksi.
A sva že mojstra? Ja, nisva še mojstra, sva pa dobra amaterja. Mojstre košarke na vozičkih pa lahko občudujete v živo že takoj jutri, v soboto 23. maja v dvorani Tivoli. Ob 19. uri bodo naši fantje, ekipa Parašport Slovenija, branili naslov prvaka lige NLB Wil. Lani, ko so prvič postali prvaki lige, je bilo v dvorani Tivoli res noro dobro vzdušje in tole so povedali naši fantje, kaj jim pomeni podpora s tribun. Mi, ko imamo navijače, mi dobimo krila. Dobesedno dobiš krila, dobiš neko energijo, dodatno moč. Nas dvigne na nek višji nivo, da lahko damo še več od sebe in po vsej verjetnosti lahko dobimo tudi tekmo. Pri kakšni zelo dobri potezi slišiš ves ta zvok, bobne in ti da res neko noro energijo, nek adrenalin, malo tudi kurje kože in potem imaš občutek, da bi lahko tudi poletel. To, da mi igramo pred polno halo Tivoli, to je, da bi imeli vsaj še enega, če ne dva igralca zraven na terenu. Tako da nujno pridite. To je to, navijače rabimo obvezno. Vstop na tekmo je brezplačen. Potrebno pa je prevzeti brezplačne vstopnice, kako pa storite, pa najdete na spletni strani Zveze za šport invalidov Slovenije. Enkratna priložnost za videti košarko na vozičkih v živo. Dajmo jih podpreti v čim večjem številu. Če pa res ne morete priti v živo, pa bo na drugem programu TV Slovenija tudi neposredni prenos. Držimo pesti in navijamo. V družbo oddaje Tempo pa vas ponovno vabimo pred zadnji petek v mesecu juniju. Se vidimo, uživajte!